Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi še vedno gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes v moji družbi Klena Gorenjka, pevka, ki že več kot 20 let navdušuje na glasbeni sceni s svojim stasom in glasom Manca Špik. Lepo pozdravljena. Petra, živijo tebi in lep pozdravček vsem gledalcem. Zdaj, zmenili sva se, da se bova tikali taki Kleni Gorenjki, sva tukaj tako. Se razume? Da se bova danes malo pogovorili. Za začetek me zanima 3 predmete, vsakega gosta prosim, če jih prinese. Kaj si mi ti prinesla? Jaz sem v bistvu prinesla predmete, ki se mi zdi, da me zelo opišajo oziroma malo dajo smernice, kako živim. Brez tega ne morem. To je mikrofon, sicer ta ni za na oder, ta je tako malo bolj za doma pa tako, ampak res brez mikrofona si ne predstavljam mojega življenja, brez glasbe si ne predstavljam mojega vsakodnevnega dogajanja, tako da v muziko sem res vpeta že več kot 20 let, v bistvu 20 let profesionalno, ampak že od majhnih nog, tako da praktično me mikrofon res spremlja celo življenje. Prinesla sem tudi eno knjigo, ki je bila v bistvu moja prva duhovna knjiga, ki sem jo prebrala, mislim, da sem bila stara 28 let. Zelo rada se zapodim v take knjige, ki mi dajo malo zamisliti, ki me malo poglabljajo kot človeka, tako da zelo rada berem. Potem pa ena stvar, ki jo nosim skozi v denarnici, jaz sem hči Lano, ki je stara 8 let in vedno si po stanovanju puščava ljubezenska sporočilca in kakšne risbice, slikce, rožice in tako naprej. In tole mi je naredila pred kratkim in sem si dala kar v denarnico. Tako da, ne vem, to pač res odnos z Lano mi največ pomeni in sem prinesla tole kot najino vez. Zelo lepo. Zdaj, vsem tem se bova še vrnili, ampak mogoče, če začneva na začetku. Ne? Zdaj, ko sem malo poizvedovala, malo googlala, 2003 je bila tista prva zmaga na festivalu Glas Gorenjske. Ja. Takrat sta se tudi z Rejem spoznala, če sem prav zasledila. Kakšni so spomini na tisto obdobje? Se zdi to že nekje zelo daleča, kot bi bilo včeraj? Meni se zdi, da je bilo včeraj. Meni življenje tako hitro teče, res teh 20 let se je tako hitro obrnili in v bistvu sem zelo hvaležna za vse, kar se je vmes zgodilo in leta 2003 res me je oče prijavil v bistvu na ta festival, Prvi glas Gorenjske, to je en lep festival, ki ga na Gorenjskem žal ni več, ampak tam smo začeli vsi, Rej, moja malenkost, ne vem, še druge, bom rekla, glasbene osebnosti iz Gorenjske, res tak zelo plodovit festival je bil in tam sva se z Rejem res spoznala in od takrat naprej v bistvu so dobra prijatelja, pač kar nekaj klikalo med nama, no, sej od takrat naprej se tudi družimo in se imamo radi na nek tak svojevrsten način, tako da 20 let je pa ful hit mi, čez preveč. Se spomniš mogoče, kaj si zapela takrat? Ja, spomnim se, pela sem Poletno noč, legendarno Zimzeleno pesem in sem bila tudi v bistvu zmagovalka po strani ali strokovne želje ali pa občinstva, zdaj pa ne vem točen tega, ampak dobila sem takrat eno nagrado. Ja. Si od nekdaj želela, da bo glasba tvoj kruh ali te življenje čisto spontano na to pot zanelo? Ne, jaz sem kot majhna punčka sanjala, ne vem, da bom igralka v znanstveno-fantastičnih filmih. Res, take čudne vizije sem imela in zanimivo, da danes ne maram znanstveno-fantastičnih filmov, rada imam akcijske filme, tako da tudi ne vem, kje sem to igralko potegnila, ker imam občutek, da res sploh nisem nadarjena za igralko, niti najmanj, še kaj treba spot posneti ali pa kakšno reklamo, res imam take priprave, da so to kar ene take muke, ne vem, enostavno pač najraje sem to, kar sem, ne v kakšni drugi vlogi. Tako da ja, tako. Nekje sem zasledila, da si rekla, da bi bila mogoče inštruktorica v avtošoli. Ja, tudi to sem sanjala. To so pa zelo zanimive želje. Ja, v bistvu to pa, se pravi, kot majhna punčka sem sanjala, da bom igralka znanstveno-fantastičnih filmih. Sem pa kot že res majhna deklica tudi nastopala v gledališču, v kulturnem društvu, tako da sem v bistvu stalno bila nekje v umetniških vodah, igrala in pela že takrat, ne. Potem pa ja, ko sem pa v bistvu naredila izpit za avto, sem imela pa eno tako dobro inštruktorico Mojco, še danes se jo spomnim, ena taka majhna, drobna, ona je bila
tako dobra, da me je v bistvu ful navdušila in sem rekla, wow, če ne bi bila jaz v muziki, ker sem že vedela, kam je bo življenje v bistvu malo bolj usmerilo, ne vem, bi bila pa inštruktorca recimo v šoli, v avtošoli. To mi je bilo nekako tako, zelo sem tehničen tip, zelo rada vozim, tako da rada kaj popravim, pač imam take spretne prste in dobre ideje. Sicer pa je tvoja sestra, najprej si želela to pevsko kariero, potem pa nekako spontano si tisto pela za njo. Ja, imaš prav. V bistvu sestra je pela v enem duetu, v eni ljubljanski restavraciji in potem mislim, da je nekaj zbolela in sem jaz v bistvu skočila za nekih par vikendov in s Samotom, on je bil član tudi tega dua, poleg moje sestre, sva se res ful dobro zaštekala in sva še danes zelo dobra prijatelja. In je kar prerasel to polo, en vikend, drug vikend, potem se je sestra počasi iz tega umaknila, ne vem, najbrž ni imela več ali vizije ali neke želje osebne. Mene je pa to vedno bolj vlekalo. Jaz sem bila v bistvu takrat v tistem času zelo močno dejavna na področju spremljevalnih vokalov. Po študijih sem snemala za vse možne slovenske, bom rekla, zabavne in pop izvajalke. In nekako nisem čutila, da bi mogoče jaz stopila pa v ospredje. Bila sem zelo dejavna v ozadju, pa pač pela na porokah, rojstnih dnevih, pač v tem duetu, a ne s Samotom, ogromno špilo sva naredila, tam sem nekako se, bom rekla, malo urla oziroma nabirala že najbrž svoje občinstvo, ampak sploh nisem vedela zakaj, ne zakaj, ampak da mi bo to kdaj prav prišlo, ne. Pa pri 25 v bistvu je šele Rej, pa dej no manj, dej ti mi en komad napisal, dej, zdaj kaj, Rej, kdo to mene posluša, lej, ne vem, kva lahko sploh povem, ne vem, kdo me sploh gledal, kjer mu všeč poprečen vokal, skratka, zelo nizko samozavest sem imela na začetku svoje glasbene kariere, to tudi tako na glas povem, zato da mogoče kjer mu kaj pomagam, ali pa tako. Tako da ja, in pa Rej, dej ti naredim komad, ajde pa nared. No in pa smo takoj na Melodije morja in sonca poslali, bili sprejeti, takoj prve uvrstitve, prve nagrade, ne vem, najboljša nagrada za interpretacijo se mi zdi, pa potem prihodnje leto spet Melodije morja in sonca, pa sem pa že zmagala, v bistvu skladbo Bajla, bajla, bajla. Tako da od 2005 naprej je šlo kar gor, ampak to res zelo nenačrtovano. Jaz sem se kar prepustila, sem rekla, mislim, ko sem 2003 tekmovala v bistvu na prvem glasu Gorenjske, sem nekako želela, da bi bil to moj kruh, da ne bi bil to več nek tak hobi, ne. Ampak, ja, pa se je pa to kar tako lepo zapeljalo v bistvu res v moje poslanstvo in sem zelo hvaležna, da me je življenje tako pripelo in take ljudi in Reja in Primoža in vse moje sodelavce, da lahko živim v bistvu svoje poslanstvo, ker ful rada nastopam. In ga tudi širiš dalje, ne? Učiš mlade talente petja. Kako je pa ta del? Pedagoški del življenja. No, to tudi nekako nisem vedela, da imam v sebi jaz neko pedagoško noto, ker se mi zdi, da ni vsak človek pač dober pedagog. Moraš imeti malo občutka za psihologijo, za vpogled v človeka, dober sociolog moraš biti, andragog, pač se veš, kako te stvari grejo. Pri delu z ljudmi je to zelo pomembno, da nisi sam tako, ampak da imaš nek celosten pristop in pogled v sočloveka in jaz mislim, da ga res imam. In to že 14 let počnem. Jaz se spomnim samo, ko sem začela učiti, sem rekla, manjca, za vikende imam špile, med tednom imam tudi snemanja, slikanje in tako naprej, ampak kaj bi jaz lahko kvalitetnega še med tednom delala, da bi bila še malo bolj aktivna, ne? In sem rekla, seveda, pač odprla sem svojo pevsko šolo, od ponedeljka do četrtka, ne, za vikend smo pač nastopali in moram reči, da sem se zelo najdla v tem. Tudi sem se na začetku malo upirala, mi bo to šlo, kako mi jaz to zmogla, ne vem. Spomnim se, ko je prišla prva učenka, ki me nisem vedela, kaj naj dam, ampak jaz sem rekla, zaupala si bom, veliko sem se sama izobraževala, ogromno imam nastopov za sabo in že takrat sem jih imela in sem v bistvu črpala nekako iz lastne izkušnje, a ne. In to zdaj že 14 let počnem in zelo rada to počnem in imam ful rada svoje učence, smo ena taka družina, se imamo zelo radi in res sem hvaležna za ta
poklic med tednom, če lahko tako rečem. Zdaj, v 14 letih, verjetno ti otroci so tudi že odrasli vmes, se prijavljajo na kakšne talente, šove, jih kje opaziš? Tudi, ja, ravno zdaj sem pripravljala eno punco na ta izbor Slovenija ima talent, tako da ja, imam veliko nadarjenih učencev, eni zmagujejo po tujini, po raznih festivalih, tako da ja, imam vse sorte, bom rekla, iz vseh vetrov, mlado, staro, predvsem pa si zelo radi pojejo in so fajn ljudje in se imamo res radi. Zdaj, ko sem se pripravljala na tale intervju, sem pa tudi zasledila en članek, da tudi tvoja hčerka je nadarjena za glasbo in ples. Ja, ful. Je bilo to nekako položeno zibelko? Zna biti. Tudi lani nočka Borut zelo dobro poje in dobro žvižga, tako da mislim, da ima res dobre gene za to, da bo enkrat umetnica. Zelo ima rada ples, hodi v bistvu v plesno šolo, hodi v pevski zbor, tudi doma z mano kaj zapoje, tudi kdaj jo za klavir malo posedem, pa malo trenirava, ko si sama želi. Tako da ja, zelo je nadarjena, ful ima dober smisel za ritem, za besedila, to ima pač pomen, jaz sem si včasih res vse tekste možne zapomnila, zdaj s tem malo težje, ker niso več 20, ampak rabim malo več napora, no. Ampak ja, Lana je zelo umetniška duša in globoka punčka in zelo čustven človek. Zdaj, ko si sama prehodila to pot, en delček te poti po žarometi, privoščiš takšno življenje ali bi jo rada malo obvarovala pred tem? To je zelo nelagodno vprašanje. Včasih bi naredila to slednje, kar si omenila, včasih pa to prvo. Pač jaz bom njo podprla vsem, ko bo ona imela sanje in ljubezen do nečesa, pri meni ima podporo, karkoli bo v življenju počela, a bo to, ne vem, a bo mesarka, ali bo gozdarka, ali bo umetnica. Jaz jo bom pač podprla z vsem srcem in jaz bom vedno tukaj za njo. Je pa res, da ta naš show biznis ni glih enostaven kruh, to je v bistvu način življenja in če tega nimaš rad, to težko upravljaš. So takšne in drugačne preizkušnje, prepreke, ampak res samo, če imaš to izredno rad, če to ljubiš, lahko v tem preživiš na dolgi rok, drugače pa žal ne. 20 let je res dolga doba, ne? Ja. Kaj pa so bile tiste najtežje preizkušnje v karieri? Če bi se zdaj spomnila, kdaj ti je bilo najtežje v karieri? V bistvu, jaz mislim, da ga ni izvajalca, ki bi imel stalno neki, bom rekla, premica navzgor ali pa da bi bil stalno skozi prisoten. Taki so zelo redki. Jaz sem pa za tako vrsto pevke v bistvu, da ko naredim dobro pesem, ljudje fajn zagrabijo, pa mogoče kakšna pesem ni toliko uspešna, čeprav na koncertih vidim, da vse znajo na pamet moje skladbe. Ampak recimo hit se ne zgodi vsako leto, to bodimo iskreni in to je nemogoče sforsirati, ker če bi imeli vsi formule za delati hite, pa bili sami hiti. Tega ni. Pač enostavno se mora vse poklopati. In mogoče, spomnim se recimo, ko sem Lano rodila, 8 let nazaj, sem bila v totalnem nekem zanosu, takrat so se rojevali moji največji hiti, Oba, potem recimo z Isakom Palma sem se povezala, pač pesem s Kvadropirci, to so bili res moji prelomni hiti in so še danes zimzeleni in večni. In recimo tisto leto, 2 je bilo zelo plodovito, pa je pa šlo v bistvu spet malo, ne navzdol, skozi sem bila prisotna, ampak tako, kot sem že rekla, moraš imeti sami hitov. Tako da ja, mogoče to, obdržati se, v tolikih letih ni glih enostavno, ampak jaz vedno rečem, da za uspeh na dolgi rok je najbolj pomemben karakter človeka. Fajn je, če imaš talent, absolutno, sej, če me pevke ne bi znale nekaj dobrega odpeti, ljudje so zelo pametni, občinstvo ni nikoli neumno in ga je brez veze podcenjevati, ker je to zadeva, ki gre pol na kratki rok. Res občinstvo ima neko, bom rekla, duhovno, čustveno inteligenco in prepozna, bom rekla, dobre ljudi, tiste, ki so iskreni v temu, dobre izvajalce, dobre glasbenike, predvsem pa karakter se mi zdi, da je res pomembno, da si ti v redu človek, da si sočuten do vseh, ki so prisotni tudi na sceni, da si prijazen, jaz imam res z vsemi fulen take lepe odnose in jaz mislim, kjerkoli bi vprašala, da v bistvu nimam nekih sovražnikov ali pa res sem, bom rekla, lepo upeljana v komunikacijo z vsemi in to se mi zdi najbolj pomembno, da si fajn človek, da si
preprost v srcu, da vidiš sočloveka, da v svojem občinstvu potem znaš tudi na koncertih dati delček sebe, jih dvigati, jih prepoznati, jih videti, jih slišati. To se mi zdi, da je ful pomembno, ne? Da vidiš sam sebe, pa denar ali pa ne vem, uspeh, slavo. To so stvari, ki pri meni niso čist na vrhu vrednostnega sistema, definitivno ne. Ampak vse tisto prej, ki sem jih omenila pa. Zdaj deluješ zelo taka čustvena, empatična. Te je ta odprtost oziroma zaupanje do ljudi kdaj v karieri tepla? Ne. Ne. Ne, tudi v življenju me ni. Jaz mislim, hvala, ker me tako prepoznaš, da res se trudim tako delovati v življenju. Jaz sem pač tak prijazen človek in mislim, da res ljudje to prepoznajo v meni. In ne vem, in tisti pravi, ki so itak skozi okrog mene in so zelo podobni meni in lepo shajam z njimi. No. Zdaj, da bi pa neki ful kakšno hudo razočaranje zaradi tega mojega karakterja, v bistvu ne, se pravim, z vsem imam lepe odnose, tudi če bi kdaj kakšen konflikt, so pač ljudje z mojega življenja šli. Ampak glede glasbenih, bom rekla, teh povezav, imam pa enih par zelo dobrih prijateljev in prijateljic na sceni, s katerimi se že leta družimo, pogovarjamo, se imamo radi, se podpiramo, tako da sem zelo ponosna na to. Zanimivo, da pa velikokrat omeniš, da v osnovi si pa bolj introvertiran tip človeka. Sem, ja. Kako se potem znajdeš pod vsemi temi žarometi in pred tisoče ljudi? Je to tvoj alter ego, te malo izživiš nek skriti del? Ja, mogoče. Še bolj pa mislim, da so to stvari, katere sem se z leti naučila. Jaz se spomnim na začetku svoje glasbene kariere, sem ogromno nastopala po Štajerskem, po teh raznih klubih in diskotekah. Takrat se je tam ogromno dogajalo. Jaz se spomnim, 3 dni pred nastopom, jaz nisem mogla ne spati, ne jesti, ne piti, jaz sem imela tako tremo. In res, ne vem, enostavno sem se z leti pol naučila s to tremo shajati, naučila sem se, da vse nekaj ljudem lahko dam, da sem dobra pevka, da sem prijazen človek in da bojo nekaj odnesli v bistvu od tega večera, če me bodo šli poslušati. Tako da, ja, sem introvert v osnovi zelo bolj kot pa v bistvu ekstrovertno, tako da sem se stvari priučila. Na odru pa res, bom rekla, predvsem zadnja leta oziroma odkar sem mamica ratala, ful uživam, še bolj kot prej. Ne vem, imam nek ta ta attitude. Mama sem, tega mi nihče ne more vzeti, izpolnjena sem, zelo sem si želela v bistvu ustvariti družino in to se mi je v bistvu uresničilo in na odru res uživam in sem ful srečna. Zdaj tisti prvi nastop po porodu, velikokrat omenjaš na MMS-u, ne? Ja. Pesem je bila Tako je, takrat ta prelomna. Kakšni so spomini na ta nastop? V bistvu so spomini bolj na nastanek te pesmi. Rej je avtor te skladbe, Dragomir Slemev pa avtor čudovitega teksta. Spomnim se, ko sem bila ravno v moji glasbeni učilnici. Jaz sem res do konca v bistvu, preden sem rodila, sem nastopala aktivno in učila in pa sem šla pa v bistvu sam roditi, tako da nisem imela nobenih težav, sem bila zelo taka, bom rekla, zdrava nosečka in aktivna in tako. In sem res do konca delala in ravno se spomnim, bil je torek, Rej je prišel v mojo učilnico, jaz sem bila res tam na kavču, sem malo počivala z res ogromnim trebuhom, je rekel, Manca, zate imam en ful dober komad. Sem rekla, super, Rej mi ga je zaigral, res melodija, wow. Dol sem padla, sem rekla, čudovita pesem. Je rekel, ja, mi je vzela dela tekst, tako da, mi da se bo kar prijavila na MMS, ne. Sem rekla, Rej, to je bilo recimo rečo, ne vem, skoraj pred porodom, recimo marca, julija je pa ta festival, ne. Jaz sem rekla, Reja, ti vidiš, mislim, kva imam jaz bom imela doječka, jaz bom dojila, jaz bom mama, jaz pa ne vem, kaj me čaka, ker bom prvič v tej vlogi in ne mi zdaj ti tlele neki, da bi jaz to, ne, vem, da Manca ti vse to zmoraš, zdaj ti boš to zdaj posnela, prid do mene, sem šla v njegov studio, sva posnela pesem, poslala in je bila seveda sprejeta in takoj pač vidno uvrstitev. Vmes sem rodila, ne, se pravi, julija smo stopali potem na ta auditorijski oder, skupaj s Kvatropirci in res spomnim se tega živega momenta, ko sem v bistvu res stopila v tisti turkizno zeleni oblek in sem rekla, evo, to je to, nihče mi ne more tega vzeti, v bistvu, ker imam doma. To, da sem mama, ker sem si res zelo želela postati. In ja, to je v bistvu ful lepa zgodba in prav zanimivo je, recimo,
Lana, ko sliši to pesem, ji gre na jok in vedno reče, mami, ta pesem je res tako lepa. Najbrž se jo spominja, še iz Trebuščka. Ja, to je v bistvu Lanina pesem in je meni zelo ljuba. Zdaj, glasbena sodelovanja so ti tudi blizu, ne? Isak Palma, potem Kvatropirci. Ja, zdaj v bistvu z omenjenima imam celo 2 dueta, pa še z drugimi. Dejan Vunjak. Lahko bi še naštevala. A kaj načrtuješ še zdaj? Ja, ravno smo tega s Kvatropirci v bistvu 3 mesece nazaj poslali med naše poslušalce. Zdaj ustvarjam naslednje solistične pesmi, tako da ustvarjam, se zapiram v studio. Naslednja bo sigurno solo skladba. Tudi zato sem mislila, če verjameš v ljudi, da bo solo, ampak ko sem se zaprla v studio, je kar klicala spet po duetu in spet duet, spet bojo rekla Špikova, štikaš na solo komada. Ampak enostavno res so oni tako pasali to pesem in sem jih skontaktirala in smo se tako izmenili. Ampak naslednje bojo sigurno solistične, no, ker tudi to smer ustvarjam. Tako da ja. Kakšno manco bomo spoznali skozi te pesmi? Bo še vedno ta romantična, ljubezenska ali pridejo ja, drugačna zna biti. Tudi če je hitra pesem, ima eno ful lepo sporočilo vedno. Moj tekstopisac je zelo dober prijatelj, Rok Lunaček, me ful dobro pozna in točno ve, kaj v bistvu jaz želim in kire besede mi more dati položiti usta, da res lepo zvenijo, bom rekla, iz mene ven in sva res tudi z njim zelo povezana in sem hvaležna, da ga imam v svoji ekipi. Tako da moje pesmi bojo sigurno take, ki bojo v ljudeh zbudile čustva. Jaz drugačno znam. Res, jaz sem rekla že ful let nazaj, da slabih tekstov pač ne moram peti. Ne moram nekih poceni stvari med moje poslušalce dati. Jaz sem stara toliko, da je čas, da nekaj zrelejšega ponudim tudi svojim poslušalcem. Zato sem se tudi nekaj let sama vrgla v avtorsko glasbo, ustvarjam muziko. Ja, besedila mi piše Rok Lunaček, tako da ja, vse se spreminja, no? Ampak sigurno bom še naprej ista bom, saj se ne morem kar čez noč spremeniti. Kako pa zgleda pri tebi ta proces ustvarjanja? Si prav začrtaš, da boš ustvarjala, pride navdih, pa se zapreš? V bistvu sem en tak zelo poseben tič, bom rekla, pa kaliber. Ja, jaz se ful dostikrat v bistvu tudi pred samimi koncerti ali pa nastopi povežem pač s svojim vodstvom, s svojim višjim jazom in zdaj sem ravno res močno ustvarjena nove muzike, pripravljam par novih komadov in se velikrat tako pač zazrem vase oziroma povežem zgor in rečem, prosim, dajte mi en dober navdih in pa kar letijo navdihi, ali kaj slišim, ali skozi sanje, ali kaj se sedem za klavir. Pač zelo, trenutno se mi spet zelo odpirajo, bom rekla, te čakre za ustvarjanje. Ustvarjam pa različno, ampak v bistvu dokončno pa ustvarjam glasbo, ko se sedem za klavir. Klavir igram že od 7. leta in je tudi ena taka moja velika ljubezen in v bistvu skozi klavir potem nastanejo nove melodije. Koliko si kaj manifestiraš stvari, Louise Hay je znana potem, ne? Postaneš, kar govoriš, zgodi se, kar govoriš, verjameš v moč besed? Verjamem v moč besed, verjamem pa tudi v to, da v življenju vse tako, kaj je, mora biti. A mi to želimo ali ne, ponavadi v življenju dobimo tisto, kar potrebujemo, ne, tisto, kar si želimo. Čeprav, če je srčna želja res velika in prava za nas, se bo zagotovo to uresničila, ne. Tako da ja, moč misli še pomembnejša, najprej misel, potem beseda, ne, tako da najprej se začne vse v naši misli in tam je vir vsega, ne. Tako da je res treba paziti, kako smo do sebe, da smo čim bolj ljubeči, da se sprejemamo z vsem, kar smo, nihče ni popoln, vsi imamo napake, ampak jaz mislim, da tako, kot pravi moja zadnja pesem, če verjameš v ljudi, da smo pa vsi dobri po srcu, v sami srčiki našega srca bita, smo vsi dobri ljudje in jaz pač iščem to v ljudeh. Je bilo veliko dela vloženega v to osebnostno rast zadnja leta? Ja, ogromen. Aktivno od 28. leta, se pravi več kot 15 let. Ja, zanimajo različne delavnice, terapije, tak pristop, pristop. Izkusila sem že, bom rekla, jaz mislim, da čisto vse možne vrste terapij, razen na hipnozi še nisem bila, recimo, če naredim nek prerez za nazaj. Zahteva to celega človeka, to se moraš v to vršiti in to ni nikoli konca, ne? To je pač tudi nek način življenja in
nismo nikoli vsi pohiljani pa pozdravljeni, to bo cel življenje potekal ta healing, ampak pomembno je pa, da vsak dan si temu predan in da, recimo, jaz si ne predstavljam, da zaspim brez meditacije v ušesih. To je recimo moj vodnik za čim bolj kvaliteten spanec, ali pa da zjutraj naredim kakšne dihalne vaje, ali pa ne vem, da telovadam, ali pa ne vem, včasih sem zelo rada na jogo hodila, rada se raztezam doma. Tako, mislim, zelo se veliko ukvarjam s sabo, ker iz nas vse izhaja. Jaz sem mamica in pač otroci si zaslužijo, bom rekla, tako mamo, ki se ima rada, ki je čim bolj vesela, čeprav to seveda ne gre stalno biti, ampak pač, ki se trudi oziroma se vsaka po najboljših močeh, ampak otroci imajo radi veselo mamo in jaz sem vesela, ker imam tudi nekaj časa si vzamem za sebe in za stvari, ki me veselijo in za branje in za kakšne terapije. Skratka, veliko dajem vase in potem lahko dam tudi drugim ljudem. Kaj pa sicer še mogoče zapolnjuje tvoj vajin prosti čas, hčerkico? Kaj najraje počnete? Zelo rade greva na zmenek v kino, to je enkrat na mesec. Enkrat mesečno se odpravimo v kino in se imamo ful dobro. Vedno si vzameva tiste stole za zaljubljence ali pa hude deluxe in pol tam leživa in Lana mi vedno svoja stopalca takoj parkira na moje naročje in jaz sem znana po tem, da ljudi, ki jih imam rada, stalno nekaj masiram, se jih dotikam, pač to me ful usrečuje. In tudi Lano stalno nekaj gnjavim in ko greva v kino, v bistvu, so najni lepi trenutki. Zelo radi greva pa potem tudi do mojih staršev na Bohinjsko Belo, do moje sestre, ki ima 3 otroke in se z Lano zelo lepo razumejo, so v bistvu ful povezani in sem zelo hvaležna, da se imajo. Tako da to je pa tisto, bom rekla, moj največji odklop. Grem do mame, skuham ji kosilo, lahko počivam, lahko berem, lahko res sem jaz. Lana se igra s sestričnami in bratrancem. Tako da, je veliko stvari, ki naju radostijo in ki jih rade počneva skupaj. Te vleče srce nazaj na Gorenjsko, da bi se mogoče kdaj preselila nazaj tja? Glih preselila, ne vem, se pa zelo rada tja odpravim. Zelo rada grem na Bohinjsko Belo, zelo rada grem pa potem tudi domov. V Ljubljani živim že od srednje šole in imam tudi Ljubljano zelo rada. Enostavno jo imam v srcu in zelo mi je v bistvu ena taka začetna točka do vseh krajev po Sloveniji, kam imam nastope in snemanje in razne opravke in se mi zdi eno tako fajn izhodišče za kamorkoli prideti. Mogoče malo pogrešam naravo, ker jaz res na Bohinjski Beli sem zrasla v totalni idili, pravlični idili, govorim v gozdovih in travnikih. Tega seveda v Ljubljani ni, saj bom rekla v okolici najnega doma. Ampak se pravim, ko greva na Belo, greva pa hoditi, pa malo do potočka, pa tako. Zdaj poletje je tukaj, imaš kakšne plane, boste šli kaj na morje? Kako preživljaš delovno, kakšna poletja so? Letos sem si vzela 10 dni dopusta in sem res vesela, ker sem nekaj let nazaj odkrila eno čudovito lokacijo, ki jo ne zamenjam za nič na svetu in zdaj mislim, da greva z Lano že 4. ali 5. In to je en otok pod Kornati v Dalmaciji, ki je v bistvu zelo skrit in zelo neturističen in zelo malo je v bistvu tudi prebivalcev, ki dejansko živijo na tem otoku, zelo malo je apartmajskih kapacitet, ena trgovina, 2 restavraciji, nobene promenade, nobenih žurk, nič. In to je meni odklop. In jaz sem 10 dni tam res v kopalkah in v kakšni lahki oblekci, kuham, uživava v bazenu, v morju, pač tam sem res jaz in se sprostim maksimalno in komaj čakam, da greva spet za 10 dni. Se napolni z energijo tam. Ja, ful. Nič manj počasi, sva prišla do konca najnemu pogovoru. Jaz pa za konec vsakemu mojemu gostu pripravim 3 časopisne naslove, potem pa pokomentiramo, če bomo kdaj to brali. To so samo plod moje domišljije, ni nujno, da se bo to zgodilo, glede na to, kako sem gosta spoznala tekom priprav na intervju, pripravim 3 naslove. In prvi naslov je takšen, nisva se dotaknili tega še danes. Manca Špik odhaja v kuharski šov. Zelo rada kuhaš, si mi razkrila, bi sprejela vabilo. In ravno v bistvu sem sprejela eno povabilo, kuharski šov, je čist drugi, bom rekla, televiziji. V bistvu, polet bomo posneli in sem ful vesela.
ker sem rekla, ok, polet imam čas, da si vzamem pač popoldneve frej, ker tekom šolskega leta res ne zmorem, ker imam pač učence in ogromno stvari. In so rekli, ne, se bomo snemali tudi polet, sem rekla, ok, pa potrdim, rada kuham, res zelo rada, poleg nastopanja, če bi mi rekla, tudi kva me res osrečuje to kuharija. In sem dobra kuharca, to res lahko garantiram. Tle sem samo zavistna zelo. No, lej, se mogoče že v tem šovu vse zafrkala pa zažgala, ampak no, to se mi še ni zgodilo. Ampak ja, čist možno, ja, to boste brali, ker to se bo zgodilo. To je pa zelo hitro se uresničilo. Potem drugi naslov, glasbeno sodelovanje Mance Špik, ki ga nismo pričakovali. Če bi neko drugo zvrst izbrala in če bi bilo samo Ne bo meja, koga bi povabila k sodelovanju? Mislim, lahko tudi kakšnega tujega. Ja, dobro, se lahko malo fantaziramo. Jaz sem v bistvu zelo bila velika fenica Tošeta Projeskega in sem rekla, evo, če bi pa kdaj nekdo izpolnil željo, bi pa rekla, evo, z njim si želim enkrat nekaj odpet vsaj, a ne? Pač z njim stati skupaj na istem odru oziroma da odpojeva skupaj kakšno pesem. Tako da, recimo, to je bila ena moja taka zelo velika srčna želja. Drugače pa tako, kaj pa vem, te ideje zadojete se rojevajo kar brez sprot, a veš. Rada bi enkrat posnela en ženski duet za eno žensko izvajalko, ampak to še danes ne vem, kje bi to bila, tako da moram še malo zmanjšati. Mogoče tale naslednji naslov. Manca Špik posnela duet s hčerko. Dam kapink. Kdaj... Ja, Pink je posnela svojo hčerko. In Anika Horvat, mislim, da zdaj pri nas, ne? Tudi je tako. Zakaj pa ne, mogoče pa kdaj, pač nikoli ne reč nikoli, ampak ni zdaj to neki, bom rekla, moja prioriteta, če bo Lana kdaj želela, tako kot sem rekla, jo bom podprla in sem tukaj za njo. Pač rada bi posnela en ženski duet, sam res ne vem še s katero osebo. Sicer rada hodiš na koncerte, kaj obiskuješ? V prostem času. Ja, če sem frej, sem po pravic povem Petra najraž doma. Jaz sem tak zapečkar in velikrat pride tako tudi, ne vem, v nedeljah sem zelo rada z mojo družino, pač z ljudmi, ki jih imam rada, se podružimo, gremo na kakšen izlet in tako naprej, to mi ful veliko pomen, ampak če bom pa recimo, ne vem, slučajen kakšen petek ali pa soboto frej, bom pa mogoče raje izbrala, da sem doma. Ful sem rada doma in res z Lano imava ta dom tako lep in res uživava v bistvu v družbi ene druge in radi sva doma. Seveda pa obiščem sem pa tja tudi kakšen koncert, definitivno, ampak raje bi izbrala najprej pač počitek oziroma, da sem doma. Res sem tak zapečkar. Dal sem ljudi, ogromno sem okrog, skozi v enem momentu, skozi v enih kontaktih in včasih mi tudi paše malo biti v tišini in pač biti sama seboj oziroma z najožjimi. Ja, nič Manca, najlepša hvala, da si vzela čas. Želim ti veliko mirnih in lepih trenutkov, da si boš napolnila baterije zdaj na morju, ne? Bom, z veseljem. Kje te bomo lahko videli še kaj? Ja, v avgustu imam 2 krasna koncerta z mojim bandom. 30. avgusta smo na gradu Polzela in pa 31. avgusta Stari trg pri Ložu, potem pa jeseni spet nadaljujemo naprej s koncertnimi dvoranami. Tako da, ja, veliko se bo dogajalo, upam, da se vidimo. Hvala ti za klepet, lepo je bilo. Hvala tebi, komaj čakamo nove pesmi. Hvala. In vse dobro ti želim. Tebi tudi. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.